Dobro jutro vsem, spoštovane kolegice in kolegi. Jaz bom predstavil dva primera, dva taka praktična primera. Prvi je viadukt Črni Kal in drugi bo cesta na Mangrad. Viadukt Črni Kal je eden najpomembnejših premostitvenih objektov, viaduktov v Sloveniji, na slovenskem cestnem omrežju. Ima dolžine 1065 metrov, višine 95 metrov, širine 27, premošča Vsapsko dolino v horizontalnem radiju 800 metrov, ima vzdolžni padec 2,7%, prečni padec 5,25%. Gradnja je potekala od septembra 2001 do septembra 2004, investitor je bil Dars, projektant Ponting, izvajalec SCT in Primorje, nadzor DDC. Pomembno je tukaj še, če pogledamo promet, v letu 2005 je čez ta viadukt bil poprečni letni dnevni promet nekaj čez 17.000 vozil, v letu 2023 skoraj 31.000, kar pomeni 74% rast prometa. Ta promet je tudi lepo viden na fotografiji, ki sem jo posnel v mesecu oktobru oziroma novembru. Sama površina asfaltnega vozišča na viaduktu je 23.400 kvadratov. Asfaltno vozišče je sestavljeno, če pogledamo od spodaj na vzgor, imamo betonsko voziščno ploščo, na katero je bila položena hidroizolacija in potem so bili 3 sloji asfalta. Prvi kot zaščita hidroizolacije, DBM 8 v debelini 3,5 cm. DBM je oznaka asfalta, ki smo jo tiskrat uporabljali, v današnjem času rečemo to SMA. Potem imamo, ker so bile neravnine zaradi tehnologije gradnje, potrebna še izravnalni sloj, ki je bil izveden prav tako v neki poprečni debelini 3,5 cm in obrambno zaporni sloj, isto z DBM 8 v debelini 3,5 cm, ki je bil iz silikatnih zrn frakcij 2,4,4,8. Vse je bilo na tej kvadraturi približno ugrajenih po 2000 ton, skupaj 6000 ton asfalta, asfaltnih zmesi. Proizvajalec asfaltnih zmesi je bil asfaltni obrat Laže, takrat last Primorja, ugrajevalec asfaltnih plasti je bil SCT, notranje kontrolo pri proizvodnji asfaltnih zmesi opravljala kontrola kakovosti na Primorju, notranjo kontrolo ugrajevanja inštitut IGMAT, zunanjo kontrolo pa ZAG, Zavod za gradbeništvo Slovenije. Tukaj je ena fotografija posneta točno v tem času, ko se je ugrajeval obrambno zaporna plast. Če pogledamo malo osnovni materiali za proizvodnjo teh asfaltov, DBM-jev, kamena moka, kot tu je polnilo Laže, ki je bila pridobljena z odpraševanjem pri proizvodnji in na drobilnici in separaciji v Lažah, drobljeni pesek 0,2 Laže, potem za zaščito in izravnavo imamo drobir 2,4,4,8 iz Laž, za obrambno zaporno plast drobir 2,4,4,8 Blajberg, polimerni bitumen pa je bil uporabljen naziv Oleksobit SMA, se pravi proizvajalca BP iz rafinerije Vohburg v Nemčiji. Tiskrat smo ta bitumen dejansko uvrščali po takratnih specifikacijah v PMB tipa 3, danes bi te lastnosti padle v kategorijo PMB 45, 80, 65. Če na hitro pogledamo rezultate osnovnih preiskav na bitumnu, tako originalnih kot ekstrahiranih bitumnov, vidimo, da je bilo to ugrajevano od 24.6. do nekje 7.9., 8.9. leta 2004. Bilo je preizkušena vsaka avtocisterna, se pravi dobavljenih je bilo 20 avtocistern in vidimo, da je bil PK nekje 72, povprečne vrednosti, penetracija 49, pri originalnem, pri ekstrahiranem pa PK 74, penetracija 37, temperatura zmesi povprečna pri ugrevanju je bila pa 155 stopinj.
Tiskrat smo tudi delali in še zmeraj delamo ene preiskave, se pravi, ki jih po slovenščini, ko rečemo, sila pri raztrgu ali po angleško forced utility. Tiskrat je bil v veljavi še predlog standarda EN 13589 in posebnost tega je, da smo delali v kalupih, ki so bili skladni z DIN standardom 52013. Tukaj je prikaz rezultatov treh bitumnov, ki so bili dobavljeni za tisti čas in prikaz tega, se pravi, tukaj imamo silo, pa umik in seveda ta energija, izračunamo energijo pod krivuljo sila pomik in vidimo, da se te vrednosti nad 4. Treba je še vedeti, da danes se tudi dela ta preiskava, ampak ko bomo gledali današnje rezultate, ni preiskava prav enaka, kakor je bila tiskrat. Je pa ZAG tiskrat, Zavod za gradbeništvo, naredil dr. Tušar kar eno raziskovalno nalogo, enih 30 rezultatov polimerov in te rezultate, te naloge tega forced ductility je predstavil na 5. kolokviju leta 2000, kjer je že tiskrat ugotovil, da ta preiskava kar marsikaj pokaže. Pokaže, s kakšnim vhodnim bitumnom je bil proizveden polimerni bitumen in koliko je bilo in kakšen je bil polimer. In tukaj vidimo, da ne prej, ne kasneje, nikoli več nismo dobili takih rezultatov na forced ductility, kakor smo jih imeli v bitumnu na črnem kalu. S kolegom Bašljem mi je prijazno odstopil in povedal, da se, če danes naredimo z današnjimi bitumni, ki se dobavljajo v Slovenijo, ta preizkus in so ga naredili na IGMAT-u, je bil rezultat 3,5. Spravi, drugo, kar smo tudi ugotovili, da vsi rezultati, ki so bili forced ductility pod 2, tam do 2, ta asfalt v glavnem ni zdržal garancijske dobe. No, če pogledamo zdaj rezultate zmesi, spravi zaščite hidroizolacije in izravnave proizvedenih in vgrajenih zmesi, vidimo, da so vsi rezultati skladni z zahtevami tako tehničnih pogojev, ki so veljali v tistem času, kakor zdajšnjim tehničnim zahtevam. Tako na deležu bitumna, votlinah, kjer imamo okrog 4% votlin, 79% zapolnjenost, zgoščenost je bila zelo dobra, nad 99% in sledilo je tudi votline v vgrajenim okrog tam od 4,3 do 4,9. Ta bitumen je res bil mal poseben, ker tudi se je normalno ali bi rekel za viadukte in za take premostitvene objekte dobro zgoščeval. Tukaj vidimo tudi iz rezultatov zgoščenosti. Naslednji tip asfalta je bil za obrambno zaporno plast DBM 8S, kjer prav tako vidimo rezultate, ki so skladni po takratnih in po zdajšnjih zahtevah. Delež bitumna 6,7, 4,4 votline, 78% zapolnjenost, 99,8 zgoščenost, 5,5 votlin. To so bile številke tiskrat, tako da si lahko vsak pogleda, kakšen asfalt je bil takrat vgrajen. No, če naredimo en kratek zaključek, za viadukt Črni Kal. Asfaltno vozišče na viaduktu Črni Kal po 20 letih izkazuje odlično stanje, kljub povečani prometni in klimatski obremenitvi. Na hidroizolacijski trak so bili vgrajeni 3 sloji asfalta v skupni debelini 10,5 cm, kar je več od takrat običajnih 7 cm. Mi smo kar veliko viaduktov naredili, 3,5 zaščite, 3,5 obrambnih sloj. Rezultati vhodnih in ekstrahiranih bitumnov, kot tudi proizvedenih vgrajenih asfaltnih zmesi DBM, sedaj SMA, notranje in zunanje kontrole so skladni s tedanjimi in zdajšnjimi standardimi in tehničnimi pogoji. Rezultati v letu 2004 opravljenih preizkusov sile energije
pri raztezanju pri 25 stopinjah na vhodnem bitumnu Aleksovit SMA so pokazali najvišje zmerjene vrednosti. Ugotavljamo, da je ta preizkus zelo primeren za oceno kakovosti polimernega bitumna. No in gremo še na drugi primer dobre prakse, to je cesta na Mangart. Gre za cesto, ki je visokogorska cesta v Julijskih Alpah. Vzpenja se od odcepa pod predelom do Mangartskega sedla na višino 2055 metrov. Je najvišja ležeča cesta v Sloveniji. Mangarska cesta je 12 km dolga, asfaltirana, 2,5 metra široka cesta, ki premaga 980 metrov nadmorske višine. Leta 1938 so jo zgradili italijanski vojaki, bila je po odsekih večkrat asfaltirana. Prvič leta 1987 so bili asfaltirani krajši pododseki Serpentin in Strmin v skupni dolžini 5 km, drugič je bila asfaltirana leta 1995 do odcepa za Kočo na Mangartu in tretjič leta 2005, ko je bila asfaltiran 1,7 km dolg odsek pentlje na Mangartsko sedlo na višini 2055 metrov. Voziščno konstrukcijo sestavlja, če pogledamo od spodaj navzgor, imamo zelo dobro podlago, v glavnem apnenec, skalo, na to je tamponski drobljenec karbonatnega izvora debeline 20 cm in zgornja zaporna plast z oznako BNOP 16, bituminizirana nosilno obrambna plast, zrnavostne sestave 0,16, poprečne debelini 6 cm. Izvajalec del je bil cestno podjetje Nova Gorica, vseh odsekov, ki je pri proizvodnji na asfaltnem obratu v Vrtojbi v letih 87, 95 in 2005 uporabljajo kot osnovne materijale kameno moko tolmin, drobljeni pesek frakcije 0,4 tolmin in drobir 4,8, 18, 11, 16 tolmin in cestogradbeni bitumen BIT 200. Kakšno besedo več bi rekel od bitumna 200. Letos, ko sem nekaj delal eno dimenzioniranje in sem uporabil bitumen 200, sem bil začuden, ker nobeden ni vedel in vsak me je spraševal, kakšno napako sem naredil, sem mogoče naredil napako. Sicer sedaj označujemo ta bitumen 160-220, ko sem napisal, da je treba 160-220, so začeli zvoniti telefoni. Kaj je to za en bitumen? Se pravi, mi že lahko v to zmes v tej zgornji preglednici, če pogledamo, so tam navedeni standardi. V letu 1986 smo imeli JUS standarde, kjer so že omogočali uporabo bitumna 200, poleg tega tudi bitumen 130 in 90. Potem v TSC-ju leta 2001 smo imeli enako uporabo in tudi v zdajšnjem TSC-ju imamo to uporabo dovoljeno. Če pogledamo mejne lastnosti, vidimo, da med BIT 200, ki je bil tiskrat uveljavi standard iz leta JUS iz leta 75 in če pogledamo zahteve, ki so v zdajšnjem EN 12591, vidimo, da so zelo podobne zahteve, tako za penetracijo, zmehčišče kot fras. Ta bitumen je mehek, ampak odličen bitumen. Par slik, levo cesta z fantastičnim pogledom na goro Mangart, potem imamo en taki bližnji pogled na asfalt in obrazec poročila analize asfalta iz leta 87. Če iz teh analiz prepišemo v tabelco rezultate, vidimo, da je bil delež bitumna 4,2%, da so bile votline 5,7 in da je bila zapolnjenost 63%. Če pogledamo zahteve, bodi si v takratnem JUS-u, pa v naših tehničnih pogojih, pa v naših tehničnih pogojih iz leta 2001 in zdajšnjih, vidimo, da je tak asfalt, kakor je bil proizveden in vgrajen, odstopal od zahtev. Sveda je odstopal najbolj zato, ker je bil narejen kakor proizveden kot nosilna plast. Danes bi rekli AC16 base. Ampak, ne glede na vse to, lahko zaključimo, da odsek ceste na Mangart asfaltiran v letu 87 je po 38 letih v zelo dobrem stanju, kljub nižjemu deležu bitumna. Dobro stanje vozišne konstrukcije pripisujemo uporabi mehkejšega tipa vhodnega bitumna BIT 200, sedanja oznaka
B160-220. Bitumen je dobavljiv. Njegova trenutna cena je za 2,4% višja od cene največkrat uporabljenega bitumna 70-100 za nosilne obrambne plasti. Uporaba cestogradnega bitumna tipa 160-220 za nosilno obrambno plast cest, lahke in zelo lahke prometne obremenitve v celinskem klimatskem področju je priporočena, saj dokazano daljša življenjsko dobo asfalta. Če pa se malo pošalim, je tak asfalt, ki je proizveden z bitumnom 160-220 tudi dejansko topo asfalt, saj se proizvaja in grajuje pri temperaturi 130 stopinj. No in še zadnja slika, na levi strani vidite mojo malenkost leta 1987 kot laborant in tehnolog, ki merim temperaturo, zdaj je malo slabše videti termometer, na prvem odseku, ki se je izvajal, in letos na desni sliki, ko sem si šel ta objekt pogledati in bil res zadovoljen in presenečen, da je tako dobro. Hvala lepa za vašo pozornost.